Nocoj, kaj dogaja, pa gostimo radijskega in televizijskega voditelja, komika in bivšega policaja, ki se bistveno večkrat postavi na stran ljudstva kot na stran države. Dame in gospodje, Aleš Hojs, se ne spominja 1. april. Denis Avdić, dober večer. Še niso ukinili, dober večer obema. Jaz sem vam prinesel jajca. Ja, zadaril. A so domača? Ja, ne vem, ampak očitno imate edini še tle jajca, tako da je. Hvala lepa. Jaz si glih rabam. Jaz sem mojster pri pripravi sataraša. A res? Ja, tako da bomo to poudarili. Jaz pa jajca na oko. Najlepša hvala za tole. Ja. Denis, lepo te videti. V svoji oddaji Denis Avdić Show doskrat potegneš za nos koga, si mojster te panoge. A imaš kakšno prigodo, ki ti je pa res najbolj ostala v spominu glede prvoaprilskih šal? Spominjam me sta, za 1. april sem klical enega operaterja in sem se delal, da sem starejši občan. Ja. In dubek sam sem duba. Če mi poveste kodo za ure programe. Kodo rabam, ne? In pol pač pove kodo in pol sem se delal naprej, kada, ta je pa velik. In pol je pač umirala je od smeha doma, ne? In pol sem se pa delal, kakor da je žena prišla, kako zdaj ugazi čista panika. Skratka, to mi je ful ostalo v spominu, kako je operaterka na drugi strani reagirala, no? In sodelovala. In sodelovala tudi, ja. Super. Obema je bilo zabavno. Zadnjih nekaj let si bil pa proglašen tudi za najbolj zaupanja vredno osebnost v Sloveniji. To je verjetno kar ena velika čast, pa tudi ena odgovornost. Ne dojemam tako. Ne dojemaš tako? Ne, to so oni izbrali, nisem si jaz nič hotel. To biti. Ne dojemam to kot odgovornosti, pač jaz imam za radijskega zabavljača. In je to. Zdaj pa pač ljudje so to zbrali, lahko bi koga drugega, ne dojemam tega kot neko odgovornost. Čas si rečem, ja, lepo se mi zdi, fajn je, ampak to je pa to. Ok, super, torej te ne obremenjuje. Ne. No, super. Njihova stvar, a ti verjamejo, a Ja. ne. No, ampak pazi, dej komiki postajajo neka velesila tudi v svetovni politiki. A ste razmišljali kdaj, da bi šel v politiko? Ne morem. Zakaj ne? Zakaj ne? Ne morem. Prvič je ta barijera, da imam dvojno državljanstvo in sploh ne morem iti, ne. To je ta. Ja. Drugo je pa to, kar res nimam pojma, stari. Jaz ne znam. Se naušedini, stari, se naušedini. Ampak, veš, kad se vprašam tako, veš, jaz se zavedam, a veš, zastavim se, kaj pa jaz ne znam, jaz nimam pojma, kaj bom pa delal, a veš, blage veze nimam, mislim, rad bi, da je več takih ljudi. Ja. Da kad zjutraj vstanejo, da si priznajo pismo, jaz pa ne znam, ne. Ampak kar grejo eni, ne. Veš, koliko je, ne vem, očitno, eni grejo kar 5, pa jim doma tudi ne povejo, veš, nisi glih, ne. Imel si pa intervjuje s praktično vsemi predsedniki strank. A je kdo še posebej za štose? Veš kaj, vsi so za štose. Vsi so, ja, mene so presenetili. Ljudmili Novak sem prav rekel, nehaj biti zabavno, ker drugače te ne maram. Rekel, zdaj me silaš, da te imam rad. In je tako, pa jo imam rad. Pa je tako, vsi so zabavni. Tako, nimam, mora biti v okolju, da so zabavni. Šarc je še najbolj resen, ne? Ne, se zna tudi on spoziti. Ampak pogrešam starega Šarca tudi v teh političnih intervjujih. Oskari. A veš, spomnim se, recimo Janša, je vama zabaven? Ni, ne? Ja, mislim, zabaven. Odvisen na kakšen način? Zdaj, on je bil enkrat premenil. Jaz njega vprašam, se rekel, kaj si bil v zaporu, ne? Se rekel, zdaj, če Urška pride na obisk, ne? Se rekel, je kaj, ne? A je kakšna sopca za te stvari, ne? In me gleda, pa prav, ne, to ne obstaja. Si rekel, kako pa pol? Pa prav razen, če kakšen cimer za. Ja, no, Meni se je zdelo zabavno. Daj pa kaj rata. Denis, najlepša hvala za obisk v studiu. To je to. Ja, to je to, kratki smo. Ja, kratki smo. Pa gremo zdaj na ta jajčka. Ja. Mesto spekul. Še naprej veliko ustvarjalnosti, pa da bi čim več zdravega spanca imel. Tako, glede na to, da vsako jutro moraš zelo zgodaj vstati. No, pa zrihtite to sobco na dobu. Bomo. Ja, mogoče kdo rabo. Bomo. Še imaš novo zadolžitev imamo zdaj. Hvala lepa. Ti, kdaj mi zdaj najboljš cajt za subscribat? Ja, po moje, da... Ne, še. Še malo počakam. Še. Ne, še. Zdaj! Ja, dajmo!